2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, to ti reporter Milan, sem ponovno nasledi zgodbe in sicer glede na to, da gre november k koncu, je že čas sindikalnih zabav, zaključkov, verjamem, da uspešnih poslovnih let za kolektive. No, jaz sem pa ta trenutek v enem od večjih podjetij v Mariboru, kjer sicer več nimajo, kot so imeli nekoč referenta za zabavo, zato pa za organizacijo te prireditve skrbi eden od zaposlenih v prodaji. In sicer je to gospod Marjan. Dober dan, gospod Marjan. Zdravo, lepo zdravo. Torej, če primerjava včasih in zdaj te sindikalne zabave. No, na začetku moram povedati, da ne moramo primerjati tega. Če vam tak čisto na kratko, na hitro opišem, kako je to izgledalo, včasih se je po celi hali dalo te gasilske mize in klopi, odojki so se kar not pekli, alkohol je tekel v potokih, lahko razumete, ansambel je že prišel pijan. Tako da v roku pol do 3/4 ure je tudi odojek plaval v špricerih, v piru not in pa v 70% so se vsi zrezali na koncu. Tako je to včasih izgledalo. Jaz sem izredno ponosen, da mi je skozi leta uspelo to dvigniti vsaj 2-3 nivoje više. Lahko vam za letos povem, kako bo to izgledalo. Imamo 5 hodov hrane z vinsko spremljavo, seveda, ampak poudarjam z rahlo vinsko spremljavo. Imamo seveda tudi kulturni program. No, kaj pa imate v kulturnem programu? Zanimivo, ja? Pa to pa je moja kolegica tudi iz prodaje, gospa Branka, ona piše pesmi, samo je ni zdaj tu, da bi vam predstavila, tako da to bo izredno lepa stvar tudi. Za glasbo seveda bo poskrbljeno, DJ bo taka bolj lounge glasba bo. Bolj na nivoju, skratka. Pa to vam pravim, bolj na nivoju. Marjan. Kaj je Vito? Se prečujem, Vito, to je moj kolega iz prodaje. Dober dan, ja. Ki sem ga mimo grede na kolenih prosil, če bi lahko tiho objel. Ampak očitno ne more dobro, kaj. pusti, zdaj hitro, daj me zraven kati sedeti. Glej, to smo rešila že. Pa nisma rešila, 11 mesecev nekaj gradim, razumeš? Veš, da popušča, no? Zdaj mi je že tu pokazala odštup špange ob strani na bedri, da sem kokr španjel diho, 11 mesecev nekaj gradim, daj me zraven Katje sedeti. Pravim, veš, kam si me lani dal, ko sem te prosil? Zraven Jože, ako more 13 pirov spit, da sploh začne govoriti, ker je pravino pa Stanko tako 14 beder pojedo, pa je tak širok, da me pri vsaki bedri vrebla na to ruko, da 3 dni pol nisem mogel dihati. Zraven Katje me daj. Pa DJ-ev reče, naj da Olivera gor. Kakega Olivera? Pojemo, daj da Olivera. Pusti ti glasbo. Kad mi dođeš ti? Kam se ti? Kad mi dođeš ti? Vito, lepo te prosim, sploh pa kaj boš ti s Katjo, kaj si ti, pa roka dol po trtici, pa že i osmeh vrati, hopala mi, ne? Daj me zraven Katje sedeti, pravim. Vito, še enkrat ti povem, si videl ti Katjo? Si videl ti njo, pa si sebe pogledal, pa kaj boš ti z njo? 11 mesecev gradim odnos. Pa ti nisi njena ciljna skupina. To ni ciljna skupina. Glej me, pa glej njo v ponedeljek po čagi, ko prikrumpala ko vanč iz Kulakov. Boga nije, ben ti Boga. Jaz si zmešan, da me zraven Katje sedeti. Dobro. Pardon. Pač na nivoju. Vidim, da bo, upam, da bo nepozabna zabava. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.